Pregledali smo razpise ministrstev, objavljene na vladnem portalu po državnozborskih volitvah. Objavljenih je bilo 70 razpisov za delovna mesta sekretar, podsekretar, vodja sektorja, višji svetovalec. Sekretar sodi v 32. izhodični plačni razred. Osnovna bruto plača na mesec je slabih 3200 evrov bruto. Možnost napredovanja je 42. plačni razred, kar pomeni dobrih 1000 evrov bruto več na mesec. Ne sicer prek javnega razpisa je novo delo že našla ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer. Po koncu mandata bo sekretarka v direktoratu za obrambne zadeve. To ji omogoča dejstvo, da je bila že prej zaposlena v javni upravi. Očitno pa imajo ministri težavo govoriti o zaposlovanju svojih zvestih kadrov. Od 20 so na snemanje pristali le 3. Ne gre za navadne uradnike, gre za zaveznike, lojalne kadre, s katerimi se obdajo predsedniki vlad in ministri. Nobenega ne bomo zaposlili. Nobena vlada do zdaj ni bila imuna. Moramo nadomeščati. A zaposleni za določen čas na zaupanje morajo z menjavo oblasti oditi. Res vsi? Ste ali morda boste koga zaposlili zaradi lojalnosti, strankarske pripadnosti? Še enkrat, razpisi potekajo v skladu z zakonodajo. Na ministrstvu, ki ga vodi Maljevac, so v tem mandatu zaposlili za nedoločen čas enega kabinetnega uslužbenca. Manj kot sta jih njegova strankarska kolega Asta Vrečko in Luka Mesec. Na kulturnem ministrstvu so zaposlili 4, na ministrstvu za delo pa 6 prej zaposlenih na zaupanje. Je pa ministrstvo za solidarno prihodnost na tapeti tudi, ker je še 6. maja iskalo strokovnega sodelavca. Tega ministrstva ne bo več, zakaj torej zaposlujete? Zaposleni bodo šli in pokrivali teme na drugih ministrstvih. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pred časom zaposlilo 2 kabinetna uslužbenca. Ne kadrujemo pa malo pred odhodom vlade, zagotavlja gospodarski minister Matjaž Han. Kot minister niste poskrbeli za svoj kader, recimo iz vašega kabineta? Žal ne, pa bi zelo rad za šefico kabineta, ki je najboljših uradnikov v državi, ampak se držimo nekih pravil. Mogoče mi bo kdaj žal, ampak predvsem bo žal državi. To je eden od razpisov Direkcije za vode. Objavljen je bil le en dan. Je bil pisan na kožo določeni osebi. Šlo je za napako pri roku prijave. Nam odgovarjajo na Direkciji za vode. Hitite s temi razpisi? Ne, pravzaprav ne. Na direkciji se je povečal obseg del za 300% samo na vodotokih, a ne? Ampak kljub vsemu se zdi, da v zadnjem času recimo je veliko teh razpisov, pa za podsekretarje, pa višje svetovalce in tako naprej. Kako to, da ravno v tem času? V bistvu po volitvah? Ni po volitvah, ampak mi te razpise ali pa količino teh razpisov je bilo na direkciji od leta 2023 kar veliko. Direkcija sodi pod Ministrstvo za naravne vire in prostor, kjer so po volitvah objavili 2 razpisa za podsekretarja. Ne zato, da bi zaposlili kabinetne uslužbence, poudarja minister Novak. Nobenega ne bomo zaposlili, potem, če bo kdo pa kandidiral kjerkoli na drugih zadevah, bo pa že kasneje videli. Sta pa že prej dobila delo za nedoločen čas 2 zaposlena na zaupanje. Sicer enodnevni razpis direkcije ni bil ponovno objavljen, ampak je bil popravljen napačno naveden rok za prijavo. Med ministrstvi je po objavah od 23. marca naprej rekorder Ministrstvo za finance. V tem času je objavilo 15 razpisov, in sicer za 5 podsekretarjev in 10 višjih svetovalcev. Na ministrstvu sicer trdijo, da gre za običajne objave in ponovitve razpisov. Ministrstvo za javno upravo je iskalo 2 sekretarja, enega podsekretarja in 4 višje svetovalce. Ministrstvo za obrambo pa 3 podsekretarje, enega vodjo sektorja in 9 višjih svetovalcev. Zaposlitveni postopki sami po sebi niso problematični, pravi pravni strokovnjak Marjan Kos, so pa določena tveganja. Zakon jasno določa postopke in če so te postopki spoštovani, potem zadeva ni sporna. Težava pa je, da lahko predstojnik, naprimer minister, prek zakonskih mehanizmov vpliva na izid tega postopka, naprimer pri imenovanju komisije, ki opravlja izbirni postopek imenovanju javnega uslužbenca, in tukaj lahko na nek neformalen način vpliva na to, kater kandidat bo izbran.
Je zaposlovanje kadrov zvestih vladi sporno? Smo vprašali nekdanja predsednika vlade Mira Cerarja in Marjana Šarca. Miro Cerar je s položaja predsednika vlade odstopil marca 2018, a je bil na tej funkciji še približno pol leta oziroma do imenovanja nove vlade. So v tem času poskrbeli za svoj zvesti kader? Ne spomnim se zdaj vsega tega procesa, ampak zagotovo nismo v tem pogledu pretiravali ali delali kakšnih zelo nekorektnih stvari, kolikor se je spomnim. Njegov naslednik Marjan Šarec je prav tako odstopil, a po odstopu imel do imenovanja nove vlade še dober mesec in pol časa. Je bilo sicer takrat veliko želja v vašem času, recimo po tovrstnih zaposlitvah? Ja, želja je vedno veliko, se veste, po mojem nič manj, nič več kot kjerkoli drugje. Sta pa tako Šarec kot Cerar do zaposlovanja svojih kadrov tolerantna. Če pa imaš v sistemu ljudi, ki si jih sam pripeljal, pa vidiš, da dobro delajo, da so koristni, da zaslužijo, da ostanejo tam, se pač potrudiš, da jim omogočiš, da delajo tudi naprej. Zaposlovanje pred odhodom vlade, recimo, se vam zdi to primerno? To je stalna praksa, že dolgoletna praksa in pravzaprav primerno ni, če ti zaposluješ neke ljudi, s katerimi se nihče nima kaj potem pomagati. Če pa ti zaposliš ljudi, ki obvladajo svoje delo, ki so uporabni, bom rekel, potem pa tukaj ne vidim nekih spornih praks. Medtem zdajšnji predsednik vlade Janez Janša in nekdanji Robert Golob o kadrovanju nista želela govoriti. Po podatkih protikorupcijske komisije se je v času vlade Mira Cerarja zaposlilo za nedoločen čas v javni upravi 48 ljudi, prej zaposlenih na zaupanje. V letu in pol dolgem mandatu Marjana Šarca 42, v času zadnje Janševe vlade pa 75. Še Golobova vlada. Zbrali smo podatke ministrstev. Do danes se je zaposlilo 57 kabinetnih uslužbencev, največ na zunanjem ministrstvu. Samo nekatera imena. Med 8 zaposlenimi na zunanjem ministrstvu sta Dragan Barbutovski in Kristina Plavšak Kranjc. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je dobila delo za nedoločen čas Erna Petrač Barborič, na kmetijskem Brane Golubovič, na obrambnem Uršula Majcen, na infrastrukturnem pa Olga Belec, sicer članica izvršnega odbora Gibanja Svoboda. Na okoljskem ministrstvu so zaposlili vodja kabineta ministra Bojana Kumra Kristino Sever. Še kulturno ministrstvo med zaposlenimi kabinetnimi uslužbenci je Dejan Štanfelj. Kot pravijo na Komisiji za preprečevanje korupcije, pa se obetajo spremembe. Je zakonsko potrebno urediti obdobje ohlajanja, se pravi neko obdobje po koncu funkcije ali zaposlitve za določen čas oseb na zaupanje, ko se te osebe ne bi mogle ali ne bi smele zaposliti v državnem organu, ravno zato, da se ta tveganja vpliva ali pa neenake obravnave zmanjšajo. Je pa to zahteva zdaj v novi evropski direktivi protikorupcijski in Slovenija bo morala to direktivo implementirati v naslednjih 2 letih. Odločitev, za kakšno obdobje bo šlo, bo prepuščeno državam članicam. Več na 24ur.com, med drugim tudi ostala imena zaposlenih kabinetnih uslužbencev.